Suzana Kranjec je skupaj z Marjetko Kreševec napisala odlično knjigo Fermentiraj.si in Brezglutenska akademija. To je knjiga z mnogimi recepti in podrobnimi navodili za vse, ki vas zanima tovrstna prehrana. V knjigi pa je tudi recept za brezglutensko potičko, ki jo je za našo oddajo Suzana tudi pripravila. Bila je za prste oblizniti. Danes bomo pripravili fermentirano proseno potico z makom. Brez glutena, brez jajc, brez mleka, za vse tiste, ki imate kakršnekoli težave z neprenašanjem sestavin, kot so mleko, jajca in gluten. Ker je potica fermentirana, običajno uporabljamo klasične droži, če pa tega nimamo časa pripraviti, pa si lahko pomagamo z nekim fermentom kot z ganjalcem. V našem primeru bomo to uporabili kombudžo, če pa nimamo svoje domače kombudže, pa si lahko pripravimo kombudžo, če jo kupimo v trgovini, ravno tako dober kvasni domači nastavek, ki nam služi namesto klasičnega kvasa. Kaj potrebujemo za našo potico, ki je brez glutena? Potrebujemo obvezno nek rahljalec našega testa, to je indijski trpotec, sladkor, kurkumo namesto jajc in za boljšo prebavljivost, limonino lupinco, potem vaniljo, če imamo esenco ruma za boljši okus in seveda sveže mleto proseno moko. Ko vse te sestavine zmešamo med sabo, raztopimo najprej psilium v vodi, da dobimo želirno maso, dodamo vse ostale sestavine razen soli, počakamo in dodamo še moko. Ko vse to dobro premešamo, potem pustimo pol ure, da testo počiva in ga prekrijemo s servetom, zato da se nam ne izsuši. Po polurnem počitku, vmes lahko med počitkom testa pripravimo seveda nadev, ki je makov nadev. Mak moramo seveda prej dobro zmleti, najboljše v kavnem mličku, dodamo sestavine, kot so rastlinska smetana, ki bojo povezale mak, da ga dobro pokuhamo, dodamo še sladkor po okusu, limonino lupinco in potem to ohladimo, preden namažemo nadev na potico. Ko testo počiva pol ure, ga ponovno posolimo in ga dobro pregnetemo. Ko gnetemo, je zelo dobro, da si skledo stisnemo ob telo, da lahko resnično z roko pridemo v samo maso testa, da se testo dobro prezrači. Ko mi to testo dobro prezračimo, ga še enkrat raztegnemo in zopet prekrijemo z servetom in počakamo pol ure, da še enkrat počiva. Nato sledi valjanje. Predno potico razvaljamo, si moramo pripraviti prostor, kjer jo bomo razvaljali. Najboljša je silikonska podloga, na to podlogo pa dodamo prozorno folijo in med folijo dodamo tudi testo, zato ker sicer se to testo, ki je tako zelo redko, sploh ne da valjati. Valjamo v velikosti pekača, namažemo, potem folijo odstranimo, namažemo klasično z nadevom in potem s pomočjo spodnjega dela folije zvijemo.
Ko je testo zvito, moramo pogledati, enostavno ga stisnemo skupaj v velikost pekača in obvezno mora biti na vrhu svitka mora biti prepogib, sicer nam bo potica se razprla, če bo potem, ko bo prišla v pekač, na vrhu prepogib. Potico smo zvrnili v glineni model Dobo, kjer lahko tudi lepo vzhaja. Če nimamo časa, da bi nam potica vzhajala 4 do 5 ur, ker je že recimo pozno zvečer, lahko preprosto vse skupaj pokrijemo in postavimo v hladilnik in pečemo šele naslednji dan. Če pa imamo čas, pa lahko spečemo, se pravi po 4-5 urah, potica dovolj vzhaja, da jo postavimo v pečico, v vročo pečico na 180 stopinj, s tem, da jo moramo pokriti s folijo 45 minut. Nato jo odkrijemo in pečemo še naslednjih 45 minut odkrito. Ko potico vzamemo iz pečice, jo iz glinenega modela zvrnemo na rešetko. Vedno počakamo, da se potica popolnoma ohladi, šele nato jo razrežemo. Hranimo pa potico v laneni vrečki, zaradi tega, da nam ne splesni. Potica ostaja namreč kar dlje časa, 3 dni lepo sveža in če ne bi bila v vrečki, kjer diha, bi seveda splesnila.